Pozdravljeni. Tehnične novosti pri Scuderii Ferrari, ki smo jih videli v zadnjem tednu testiranj v Bahreinu, zahtevajo novo analizo. Danes si bomo skupaj ogledali, kaj je novega na Ferrariju SF26. V današnjem drugem delu analize Ferrarija SF26 se bomo ukvarjali predvsem z novostmi, ki smo jih videli v drugem tednu testiranja v Bahreinu. Seveda verjamem, da mnogi ste lahko preskočili tisti prvi del, kjer smo dali generalni oris, ampak vkolikor vas zanima tisti prispevek, imate bližnjico, seveda tu zgoraj. Danes bomo našo pozornost posvetili dvem novostim, ki smo jih videli v zadnjih dneh. Seveda, najprej se bomo dotaknili tistih aerodinamičnih površin na samem zadku v okolici izpušne cevi in nato bomo našo pozornost usmerili k mehanizmu za odpiranje in zapiranje samih možnih profilov na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. Pri obeh novostih bom najprej skušal razložiti poenostavljeno, zakaj gre, nato se bomo spraševali o legalnosti oziroma skladnosti z pravilnikom in seveda dali odgovor še na marsikatero drugo zanimivo vprašanje. In na koncu bo seveda tisto najpomembnejše. Skušali bomo ugotoviti, ali zadeva deluje ali ne. Namreč verjetno ste vsi vi, navijači ali pa tudi ne Scuderie Ferrari, zasledili, da mnogi viri so kričali malo da ne o čudežu, ampak skoraj da nihče ni podal neke razlage, ali ta noviteta sploh daje neko prednost. Seveda lahko smo dobili razne napise, ki so pavšalno govorili o tem, kako ima lahko Ferrari 8 ali 10 km/h, primer višjo končno hitrost. Ampak ste se vprašali, ali je to res. Objava, na primer na družbenih omrežjih, ne daje tistega, kar bi si ekipe želele. Namreč vsakdo lahko napiše, da bo Ferrari hitrejši, ker ima to ali to, ampak bistvo je pogledati prave podatke in na to povleči zaključke. In seveda na samem koncu bomo še nekaj minut posvetili štartni proceduri in seveda razburjenju, ki ga je povzročil Lewis Hamilton svojim štartom. A začnimo raje z tehničnimi novostmi. Seveda najprej se bomo ustavili pri tisti zapreki, ki smo jo videli tik za koncem izpušne cevi v prvem dnevu drugega tedna testiranja v Bahreinu. Tu je treba povedati najprej, da prve zametke smo lahko videli že v prvem tednu, ko smo lahko opazili dve ploščici, ki sta bili tam pri strani te strukture, ki nekako služi deformaciji pri trkih od zadaj. In seveda pojavila se je še malce močnejša zapreka, ki pa ni še prav jasno, čemu služi. Verjetno vsakomur izmed nas je ostalo nekako logično, da te zapreke preusmerjajo izpušne pline, ki pridejo iz same cevi.
ampak kakšno prednost dajejo, kakšna je njihova funkcija, nam ni pojasnil enostavno še nihče. In tu bi rad dal neko moje videnje, neko mojo razlago. Razumeti moramo najprej nekaj, da izpušni plini seveda niso konstantni. Jasno nam je, da bolj kot voznik pritiska na stopalko za plin, večji tlak imajo izpušni plini tam v ozadju. In treba je tu pogledati še nekaj. Ta zapreka ne pokrije celotne izpušne cevi, ampak približno tam 2/3, torej zgornji del izpušne cevi usmerja pline še zmeraj direktno zadaj. Kaj pa ostali? Ostale 2/3 površine, se pravi tisti plini, ki prihajajo v spodnji polovici cevi, so pa po mojem usmerjeni levo in desno. Seveda, s to funkcijo so pri Ferrariju lahko dosegli, da nekako pomagajo difuzorju izprazniti zrak. Izpušni plini so toplejši od zraka v okolici in če je ta topel zid plinov usmerjen praktično nad difuzor, bo seboj povlekel zrak tudi od spodaj. Podobno kot vidimo pri vremenskih napovedih. In seveda, bolj kot se difuzor hitro prazni, več zraka more iz dna posrkati, seveda v svojo notranjost. In tako se poveča talni efekt. In ja, govorijo, da ni več bolidov s talnim efektom, ampak talni efekt zdaleč ni izginil. In to je hiter opis in hitra razlaga, kako naj bi zadeva delovala. In drugo vprašanje, je to legalno? Je, ampak treba se zavedati, da so ta poseg pri Ferrariju načrtovali že od samega začetka. Namreč možno je bilo vgraditi to zapreko samo zaradi tega, ker so prestavili malce bolj nazaj diferencial in tako dobili ta prostor med točko, kjer so vpete polosovine in seveda samim koncem izpušne cevi. In treba je povedati, da seveda rešitev je genialna. Ima tudi neke slabe točke. Naprimer, polosovine so vpete po strani, kar v teoriji poveča obrabo, ampak da so zadeve dobro preračunali. In tudi, če bodo malce bolj pogosto menjali elemente, ne bi smelo biti težav. In tu še nekaj, kar je potrebno poudariti. Mnogi viri so trdili, da druge ekipe si take rešitve ne morejo privoščiti, kajti njihov diferencial je postavljen malček bolj naprej. Trditev, ki je samo delno res, namreč še 2 ekipi lahko naredita nekaj podobnega. Haas in Cadillac, ki imata menjalnike Ferrari. A pustimo sedaj to, dvomim, da sta obe ameriški ekipi sposobni uvesti to novost tako hitro, ampak videli bomo v nadaljevanju. In sedaj je treba dati odgovor na tisto poglavitno vprašanje, ali zadeva deluje. Verjetno navdušenje navijačev ni dovolj, da je bolid hitrejši na sami progi. Zato tu si bomo pogledali prave podatke. In najbolje je primerjati čas, ki ga je Lewis Hamilton dosegel zadnji dan prvega tedna testiranj v Bahreinu, s tistim, kar je prvi dan drugega tedna dosegel Charles Leclerc.
In če pogledamo čas Lewisa Hamiltona, bomo hitro ugotovili, da je bil ta minuto 34 sekund in 209 tisočink. Medtem ko Charles Leclerc v sredo je dosegel čas minute 33 sekund in 739 tisočink, kar na prvi pogled nam ne pove absolutno nič, razen tega, da je bil Leclerc približno dobrih 70,5 hitrejši, ampak bistvo je ugotoviti, v katerem sektorju je bil Charles Leclerc boljši. Takoj bomo to lahko ugotovili, namreč imamo na razpolago vse podatke. Drugi sektor je bil tisti odločilni, namreč Hamilton v prvem tednu je ta del proge prevozil v 41 sekundah in 545 tisočinkah, medtem ko Leclerc v prvem dnevu drugega tedna je isto razdaljo prevozil v 40 sekundah in 762 tisočinkah. Tu vidimo ogromno razliko. V prvem in tretjem sektorju ni bilo opazne izboljšave, medtem pa v drugem očitne. In verjamem, sedaj bodo mnogi zavihali z očmi, kaj nam to pomaga. Poglejte si malce shemo proge in kakšna je tipologija v drugem sektorju, onem označenem z modro. Gre za tehnični del, kjer je trebno imeti oprijem. In prav tu lahko vidimo, da ta izboljšava na Ferrariju deluje. Prav tam, kjer je potrebno uporabljati seveda talni efekt, ga je Ferrari povečal. Če primerjamo malce končne hitrosti, bomo videli, da pravzaprav so zvišali končno hitrost na 315 km/h od tistih 306, ki so imeli v prvem tednu, ampak generalno gledano v vsakem sektorju bistvenih razlik ni bilo. Ampak zaključimo lahko, da ta novost na SF-26 deluje. Ampak obstaja še drugo vprašanje. Naredi ta novost, ta izboljšava tisto pravo razliko? Je Ferrari prišel na vrh lestvice ali druge ekipe brez tega so lahko še hitrejše? Žal moram tu poudariti, da pravzaprav tudi s to novostjo, s to izboljšavo v drugem sektorju, Ferrari ni na vrhu, je v zaostanku, ki je primerljiv s tistim, ki smo ga videli v prvem tednu. In sedaj se bomo lotili tistega presenečenja, tistega mehanizma, ki je seveda spravil Ferrari na naslovnice skoraj vseh medijev, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Namesto da bi mehanizem enostavno dvignil in spustil pomožne profile na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, jih je enostavno obrnil na okrog. In tu je treba povedati, da s to rešitvijo so pri skuderiji Ferrari skušali doseči manjši zračni upor. Zakaj bi se lahko marsikdo začel spraševati? Namreč aerodinamični profil, če ga obrnemo na okrog, ima drugačen koeficient zračnega upora. Ker gre za obliko, ki je bistveno bolj podobna zgozdi, je ta manjši. Seveda, ta rešitev ima dobre in tudi slabe strani. A najprej poglejmo si, če je v teoriji legalen. Seveda, v mnogih virih ste lahko zasledili, da je zadevo vse v najlepšem redu. Ampak rad bi poudaril nekaj. Na testiranjih ni nujno, da so bolidi legalni, namreč pogonski sklopi še niso homologirani in tako naprej in tako naprej.
Moj pomislek glede tega sistema je vezan na maksimalno višino bolida. Ta je določena na 95 centimetrov od samega dna do vrha, brez upoštevanja nosilca in one kamere nad glavo samega voznika. In sedaj, če pogledamo ta element, bomo lahko videli, da je izjemno blizu tej višini. Ne bom se spuščal v podrobnosti, gre za neko osnovno zadevo in verjamem, da pri Ferrariju so zadeve opravili korektno in da je tik pod to višino, ko se profil obrne. In tu je treba zopet povedati, da pravzaprav, če smo toliko mesecev poslušali, da mora biti bolid skladen s pravilnikom celoten vikend, mora biti tudi v trenutku, ko zavrti ta profil. In seveda pustimo sedaj to. Drugi pomislek, ki ga imam in je bistveno bolj pomemben, je pa naslednji. Če mi zarotiramo aerodinamični profil za 180 stopinj, dobimo krilo. Torej, profil ne generira več aerodinamičnega oprijema, temveč vzgon. Tega ne pravim jaz, to pravijo tudi drugi. In tu se lahko začnemo spraševati, ali s takšno rešitvijo lahko pri Ferrariju, na primer, izničijo tisto, kar so pridobili v prvem delu. In poleg tega v raznih virih sem naletel na teorije, ki so čisto podkrepljene z neko močno fantazijo. Do tega, da si Ferrari lahko privošči tudi neke vrste aerodinamično zavoro, ko seveda ta profil se postavi po koncu. In res v fazi zaviranja lahko pomaga, ampak v fazi pospeševanja pa zavira. Tako da nisem prepričan, da je ta rešitev v tem pogledu res genialna. Imam še nek moj osebni pomislek in ta je seveda naslednji. Namreč, ukolikor pride do okvare tega sistema, bo voznik imel resne težave. Namreč, zračni tok bo tista pomožna profila enostavno zasukal nazaj in voznik ne bo imel nobenega oprijema, morda v ključnih fazah. Če bi si želeli pri Ferrariju tako očitno znižati zračni upor, na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju bi bolj enostavno lahko posnemali tisti mehanizem, ki smo ga videli pri, na primer, Alpinu, ko so praktično pomožna profila spravili za glavnega. Ampak tu ne smemo pozabiti na nekaj. Da je treba praktično dokazati, če ta element deluje. In imamo podatke tudi za to. Namreč, tako kot smo primerjali, kaj se je zgodilo v prvem tednu in na začetku drugega tedna, lahko vzamemo podatke med sredo in četrtkom, ter jih primerjamo. Seveda, govorili smo o tem, da Charles Leclerc v sredo je napravil krog v minuti 33 sekundah in 739 tisočenkah. Lewis Hamilton v četrtek minuta 33 sekund in 408 tisočink. In nekdo bi dejal, super, hitrejši je cele 30. Ampak mehanizem, kot smo ga videli na zadnjem aerodinamičnem profilu, naj bi pomagal znižati sam zračni upor ter seči višje končne hitrosti. V sredo Charles Leclerc je v prvem sektorju imel končno hitrost 225 km/h, Lewis Hamilton 228. V drugem sektorju je ta bila izmerjena na 242 km/h za Leclerca v sredo,
medtem ko za Hamiltona v četrtek 245, torej 3 km/h. In seveda v tretjem sektorju bomo videli, da je Charles Leclerc imel hitrost 274 km/h, Lewis Hamilton celo 268. Najvišja dosežena končna hitrost, omenil sem jo že, 315 za Charlesa Leclerca, 306 za Lewisa Hamiltona. In če ga primerjamo z vsemi ostalimi, bomo videli, da Lewis Hamilton s tem, imenujemo ga revolucionarnim profilom, ni dosegel nobenega rezultata, ki bi bil omembe vreden. In verjamem, mnogi me malo da ne sovražite, ker si upam biti kritičen do Ferrari. Ampak tu bi vam rad pokazal nekaj. Seveda analizo, kako učinkovit je bolid. Če pogledamo situacijo iz srede, ko je vozil Charles Leclerc, bomo takoj ugotovili, da je bil Ferrari izjemno hiter. Ne tako hiter kot konkurenti, ampak njegova prava vrlina je bila končna hitrost. Medtem ko v četrtek lahko vidimo, da se je nevarno približal tistemu območju visokega zračnega upora. In treba je tu povleči najmanj dva zaključka. Prvi je tisto, kar nihče izmed vrlih piscev ni omenil, da gre za nek prototip, za nekaj poizkusnega, ker ni rečeno, da ga bodo pri Ferrariju sploh kdaj rabili, ampak trebno je delati dramo. In drugič, v številkah, ki so nam na voljo, ta inovacija na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju enostavno ne deluje. Vsaj to nam pravijo številke. In seveda vsakdo ima lahko svoje mnenje, sam sem, kot običajno, želel dati tudi nekaj argumentov, ne samo vzklike in seveda hvalnice. A poglejmo si še zadnji del. Namreč na štartni proceduri se je zgodilo prav tisto, o čemer smo govorili v prispevku Problem štarta. Ko so čakali na sam signal, v 5 sekundah mnogi niso spravili svojih pogonskih sklopov na prave obrate. To je seveda izkoristil Lewis Hamilton, kar potrjuje morda teorijo, da ima Ferrari turbino z manjšim presekom, kar je velika prednost na štartu, ampak ni rečeno, da na sami veliki nagradi ne bodo imeli zaradi tega težav. Ampak rešitev problema je seveda enostavna, podaljšati čas celotne štartne procedure. V vsakem primeru pri Ferrariju so si v teoriji lahko privoščili še nekaj drugega. Da so na štartu porabili vso energijo, ki sistem dovoljuje uporabljati v enem kosu, medtem ko so drugi malce varčevali, ampak gre za špekulacijo. Sam bolj verjamem, da so imeli nekateri težave, Ferrari pa z turbino z manjšim presekom manjšo prednost. A toliko o tem. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.